Ja, na ta vprašanja bomo skušali odgovoriti v nadaljevanju, ne v okviru delavnic, ki bo sledila po odmoru, ampak zdaj imamo še dve predstavitve. Naslednja predstavitev bo imela docent doktorica Patricija Kotnik, ki prihaja z Ekonomske fakultete naše univerze. In sicer me tako uvodoma zanima, vsi razumemo, da so inovacije in te podjetniške pobude od spodaj ključne za diverzifikacijo, za razvoj, ampak hkrati vemo, da na podeželju obstaja nek generacijski prepad, imamo preveč starejše prebivalstvo, potem neki izobrazbeni prepad, nek socialni prepad in kako spodbuditi večji obseg inovacij in podjetniškega razmišljanja v takšnem okolju, oziroma imamo primere, ki kažejo, da se motimo. Imamo, Marko. Hvala za besedo, tudi hvala za povabilo. Čeprav razumem, moram biti zelo hitra, ker jaz pa moj kolega Kušar smo to, kar vas ločuje, lunga kosila zunaj in mislim, da smo čas že porabili. Bom probala biti učinkovita. Torej, podjetništvo. Dajmo začeti s tem, da imam tukaj dva izhodišča. Prvo moje izhodišče v bistvu je, da če se vprašamo, kako lahko poskušamo pomagati ustvarjanju podjetniške aktivnosti, je moje izhodišče to, da je koristen pristop ta, da poskušamo razumeti, kako pride do podjetniške aktivnosti in potem identificirati tudi neke pristope, orodja, ki povečujejo verjetnost, da bo podjetje preživelo, ki povečujejo uspešnost podjetja. Torej, če sem začela iz tega izhodišča, je pol moje naslednji korak bil ta, dajmo poskušati v tem kratkem času narediti en zelo šnel kurs glede tega, kaj sploh potrebujemo za podjetniško aktivnost. Torej, bomo tudi malo te glavne koncepte, podjetniška ideja, kako pride do nje, kako je pripeljati do podjetniške priložnosti, bom poskušala povzeti, ker upam, da bo to spodbudilo neko debato o tem, kaj so izzivi na tej poti in kako lahko to dojanimo na slovenskem podeželju. Torej, bom to naredila in hkrati bom dodala nekaj primerov, kjer v bistvu izhajam iz mojega razumevanja podeželja, ki je lahko takšno, da kaj izpušča kar pomembnega. Jaz vidim podeželje kot naravo, hrano, oddih, šport, ohranjene naravne krajine, kmetijstvo, pa tudi obrtništvo oziroma proizvodnjo v manjšem obsegu. In mogoče bodo tudi ti primeri, ki jih dajem, malo povezani preveč z mojimi aktivnostmi, kot boste videli, imam rada dobro hrano pa oddih v naravi, recimo. Torej, to je moje prvo izhodišče, dajmo pogledati na te stvari, kako pride do podjetniške aktivnosti, da vidimo, kje so ovire, da se tega ne dogaja več v našem slovenskem podeželskem okolju, čeprav so dobri primeri. In drugo moje izhodišče je to, da v bistvu verjamem v podjetniški potencial slovenskega podeželja, ker verjamem v posameznike s podjetniško miselnostjo, ki so tudi v tem okolju. Prej je Emilija omenila izraz lokalni heroji, zelo mi je všeč ta izraz, mogoče tudi tle lahko potegnemo te vzporednice. Poleg tega pa lahko izhajam iz tega, da učim na Ekonomski fakulteti podjetniški predmet na dodiplomcu, kjer gre vsako leto skozi moje roke, tako narekovajih 500 študentov, sicer so pristranski vzorec študentov ekonomije, ampak velik del teh študentov prihaja iz podeželskega okolja. Vidim, kako se tudi v zadnjih letih spreminja njihova miselnost glede tega, kaj hočejo v svojem življenju narediti, in velikokrat izhajajo iz tega, hočem biti sam svoj šef, hočem imeti neko zanimivo pot, ki me bo tudi izpolnjevala, pa izhajam iz tega, dostikrat izhaja iz svojih lastnih okolij. Da ne bom predolga. Gremo najprej na ta prvi del, ki je povezan z eno definicijo, ne se bati, ne bom vas morila z definicijami, ampak se mi zdi, da je pomembno, da najprej vsi razumemo, kaj lahko v tem kontekstu mislimo s podjetništvom, in to je tole. Da je to proces, v katerem posamezniki zasledujejo priložnosti. To se zdaj lahko dogaja ko posamezniki to delajo sami, ali pa v okviru podjetniškega tima, in tukaj ponavadi pridemo do startupov, zagonskih podjetij, na katere ponavadi pomislimo, ko govorimo o podjetništvu. Lahko se pa to dogaja v okviru obstoječih podjetij, organizacij, tudi v javnem sektorju, na vse zadnje, ampak bolj redko. Torej, iz te
definicija izhaja v bistvu, da imamo dva pomembna elementa tukaj, če hočemo, da podjetništvo nastaja. Moramo vedeti, kje iskati pa razvijati priložnosti in rabimo posameznike, podjetnike posameznike. Najprej se bom osredotočila na ta prvi del, na priložnosti, na koncu bom omenila tudi posameznike. Če govorimo o priložnostih, rabimo najprej imeti poslovne ideje. In tukaj je eno od pristopov, da razmišljamo, kako do njih pridemo, ta, da rečemo, ok, lahko se tega lotimo z dveh vidikov, s tretjim, s poslovnim modelom se ne bom ukvarjala, ker imamo časa. Ampak en vidik je ta, da imaš ti kot posameznik neke vire, resurse ali pa neke rešitve, recimo nekaj znaš narediti, in se sprašuješ, ok, komu lahko s tem rešim nek problem, kateremu kupcu lahko s tem rešim problem. Drug pristop, ko iščeš ideje poslovne, je pa z drugega vidika in rečeš, ok, zaznal sem nek problem ali pa nezadovoljeno potrebo kupca, katero rešitev mu lahko ponudim, da mu pomagam ta problem rešiti. In zdaj, če gremo pogledati primere tega prvega pristopa, ok, imamo resurse ali imamo neko rešitev, pa iščemo potrebe tistih kupcev, ki jim lahko to ponudimo. Tole na levi strani je slika Loga pod Mangartom iz starih časov, tole je tudi hiša, o kateri govorim. Gre za hišo, ki sta jo podedovala Urška in Robert, in danes lahko te hiše, kjer živita sama svojo mlado družino, pa mislim, da še en stric od spodaj, sta naredila dva zelo luštna apartmaja, ki jih v bistvu so skozi iste teme. Preko zelo prijetno narejene spletne strani zelo učinkovito tržite. To je njihova obstranska dejavnost. Torej, to je bil njun resurs. In zdaj lahko rečete, ok, ne bo vsakdo podedoval velike lepe hiše v turistično zanimivi pokrajini. Kaj so lahko druge opcije? Tole drug primer tukaj spodaj je primer bivše svinjske kuhinje. Tam nekje 5 kilometrov izven Ptuja je spet en par srednjih let se preselil tja, kupil eno staro kmetijo, ki ni imela več naslednika, sama živita v osrednji hiši, ki jo počasi prenavljata z lastnim znanjem in sredstvi in počasi prenavljata tudi objekte okoli. Tole še vedno takole izgleda zunaj, ampak znotraj izgleda pa takole. Tukaj sem preživela recimo 3 zelo prijetne dni v prijetnem okolju in seveda najela sem ta apartma oziroma tole zadevo prek Airbnb-a. Torej, kupila sta z relativno majhno investicijo, zdaj to sama, tržita in je to njim vir dohodka in domnevam, da lahko to štejemo za podeželje, če 5 kilometrov iz Ptuja. Ni nujno, da gre za nepremičnine, Slovenci smo tako in tako malo z nepremičninami obsedeni. Ti resursi ali pa rešitve so lahko tudi znanje, ki ga imaš. Spet tudi dva primera. Na levi kovinske noge za mizo. V nedeljek je moja mama se odločila, da hoče nas ima nek lep, mislim, da je zoreh ali kaj, hoče narediti mizo. Kovinske noge je naročila preko interneta v ponedeljek, v sredo je DHL to stvar dostavil. Te kovinske noge je naredil nekdo tam blizu Novega mesta. Noben je šel dol pogledati, ali sploh imajo fizično lokacijo, ali kako izgledajo te noge. Dovolj je bilo, da je bila dovolj verodostojno narejena spletna stran, na osnovi katere dobiš občutek o kredibilnosti ponudnika, dobro predstavljen produkt. To podjetje bi lahko bilo ali v glavi naše kure ali v Ljubljani, ni važno. DHL je to dostavil 2 dni. Torej, kjerkoli na podeželju so lahko taki ponudniki. In tukaj desno je še en drug tak, Kovač iz Šentjošta, ki je izhajal iz lastne frustracije, da žar ni pekel tako, kot je sam hotel. In rezultati bi tale žar, ki ga zdaj prodaja po celem svetu. Še kaj drugega počne. Torej, tukaj smo izhajali iz resursa ali pa rešitve, ki jo imaš, znanja in tako naprej, in iščeš priložnosti, nezadovoljeno potrebo. Drug vidik je pa lahko obraten, kot smo rekli, vidiš, da je na trgu potreba, recimo potreba po doživetjih v naravi, ki v bistvu je definitivno trend, ki je v vzponu, in se kot posameznik, podjetnik vprašaš, ok, kaj lahko ponudim, kakšno rešitev lahko ponudim, ki bo to potrebo zadovoljila, ki bo kupcu
rešila problem. Ti v bistvu si postavljen v vlogo tega, da kupcu pomagaš rešiti njihov problem. Lahko ponudiš ogled medveda, kot to dela tale penzion, pa še kjer drug. Lahko, Doris me je opozorila, da tele alpake, ne vem, če so še živ projekt, ampak lahko nekje na Dranem in na Koroškem poskušaš privabiti družine z otroki na ta način, da kupiš 3 luštne alpake, ki so glavna atrakcija vsega skupaj, seveda pa prodajaš potem piknik variante, hrano, doživetje in tako naprej. Zdaj, dostikrat tudi študenti včasih rečejo, ja, rad bi šel na svoje, ne vem, nimam ideje, kako naj zaznam problem, ki še ni rešen tam zunaj dovolj dobro, da dopušča še nove možnosti na trgu. Tega se lahko na več načinov, lahko gre za naključno odkritje, kjer v bistvu recimo, da te več družin z majhnimi otroki sprašuje, kam lahko v tistem delu Slovenije greš kaj početi, pa ugotoviš, da očitno je tam potreba, ker ni dobro rešitev, pa je to tvoje izhodišče. Lahko izhodišče so podedovane ideje, tako imenovane. To ne pomeni nič drugega kot to, da v bistvu izhajaš iz tega, kar je že nekdo naredil, ali na drugih trgih, tujini, ali pa tudi pri nas. Torej, recimo tale hiška na griču tukajle, pač si živiš tukajle, si lastnik tele zemlje, tukajle zgoraj in ugotoviš, da bi bilo smiselno postaviti takšno lepo hiško, ki jo turistom oddaješ. Niso prvi, ki so se spomnili na to, da to deluje. V bistvu, to je malo povezano s temo, koliko inovativna mora biti tvoja rešitev. Ni nujno, da je nekaj novega, polovica idej vseh po nekih grobih ocenah je podedovanih, prenešenih od nekih drugod. Važno pa je, da imaš konkurenčno prednost. Zdaj, tvoja konkurenčna prednost je lahko to, da imaš ti eno tako lokacijo, ki jo večina drugih nima, lahko je to neka gostoljubnost tega ponudnika, ki privabi goste, lahko je to nek občutek za notranje opremo, ki ti omogoči, da ponujaš nekaj, kar turisti zdaj iščejo in kaj tretjega. In tudi recimo poznam en par srednjih let, ki se preživljajo s kmetijstvom, odločila sta se, da bosta prodala krave, z izkupičkom bosta naredila na lokaciji pod gozdom, ki je njuna 3 do 4 hiške in bosta oddala. Je kar pogumna odločitev, če vprašate mene, ampak z resursi, ki jih imata, poskušate narediti nekaj, kar v bistvu jim bo omogočilo lažjo tudi potem upokojitev in pa izhajata iz dobre lokacije in poznanja, ki ga imate recimo. Ok, tretji pristop, generiranje idej načrtno, kar pomeni, ne veš točno, kaj bi bili problemi, ki jih imajo kupci, zato se greš pogovarjati ali z njimi, torej identificiraš neko področje, ki te zanima, sprašuješ jih, kaj oni vidijo kot probleme, rešitve, oziroma kaj njih muči, če poenostavim. Govoriš z poznavalci tega področja in na ta način lahko načrtno priješ do ideje. Okay. Druga stvar, oziroma naslednji korak, lahko ugotoviš nek zanimiv problem, ki še ni čisto dobro rešen, ki tam zunaj so še, ampak naslednji korak, ki ga moraš narediti, da se vprašaš, ok, ampak s to rešitvijo ali vstopam na trg, pa panogo, ki sta privlačna. Torej, ni vse v ideji. Kaj pomeni, da sta privlačna? To pomeni to, da je trg dovolj velik, da ni že par velikih konkurentov, ki tako in tako že pokrije večino kupcev. Zanima te, kaj se bo dogajalo s tem trgom, kakšne so napovedi stopenj rasti, recimo. Ni dobro stopiti na trg, ki je v upadu, recimo. In pa zanima te, kakšni so trendi, od socioekonomskih trendov naprej, recimo. Tle tale slika, zelo kratek primer, ki spet povezan z hrano, z izleti, 2 agriturizma na Sardiniji. Pri prvem, tam dobiš fiksen meni, nosijo ti na mizo za fiksno ceno, ki je podobna po vseh agriturizmih. Pri prvem je agriturizm imel 5 polnih miz, dobivali smo lokalne produkte, dobro hrano, vse, ampak problem je bil že deloma ta, da smo bili že v bistvu po prvi predjedi vsi siti, ker je bilo toliko tega. In tudi recimo način priprave ali pa ta pristop je bil precej tradicionalen. 5. hod
je bil pečen puls in dobil si cel krožnik tistega, zunaj bilo pa 30 stopinj Celzija ob 8 zvečer, recimo. Ne? In pa mi je bilo vse jasno, ko sem videla, da je iz kuhinje prišel Capo di Familia in starejši gospod, ki je v bistvu pol ure porabil za debato z gosti tam o tem, kako je treba prišel delati, in sem videla, da on dejansko odločitve tam sprejema. Ne? Drug agriturizmo 30 dni spolnih so pa v bistvu iste sestavine na malo bolj moderen način predstavili in servirali, bili malo bolj, so se malo bolj zavedali trendov, ki veljajo tam zunaj, kar se definitivno pozna tudi na njihovi uspešnosti. Torej, treba je videti, kaj se dogaja tam zunaj in to prenese tisto, kar ponujaš. Podila se meni zdi tak zelo lušen primer, tudi letošnja moja izkušnja, ker se mi zdi, da gre za neko tako tudi zgodbo, ki je zanimiva z več vidikov. Podila starejši je že desetletja nazaj znal delati dobre šunke, ampak to, kar se je zdaj zgodilo za to osnovno idejo, je moderna restauracija z zelo lušnim ambientom. Tam ti zgodbo ponudijo, ne samo dobro hrano, recimo, ne, te peljejo pa ti pokažejo vrt, na katerem pridelujejo zelenjavo, ki ti jo servirajo, te peljejo v hladilnico in ti preko anekdot v bistvu dajo občutek, da si del ene zgodbe tam vidiš ne potetovirane kuharje čez steklo v kuhinjo in tako naprej. Ne? In potem, ko brez zadovoljen greš dol, kupiš v trgovini cel kup proizvodov, njihovih in lokalnih proizvajalcev. Ne? Torej, v bistvu je to podjetniška zgodba, ki temelji na podjetniku, posamezniku, ki je zelo prodoren, oziroma na celi družini, na podlagi nekega znanja, ki so ga imeli, pa tudi neke legitimnosti, ki so zgradili čez desetletja, so zdaj to nadgradili v zgodbo in ponudbo, ki sledi današnjim trendom in so potem zelo uspešni, recimo. Ne? Okay. Pridemo od ideje do tega, da malo razumeš trg pa panogo, v katero greš. To pa ključni je tale tudi korak. In sicer, da se izogneš temu, da imaš nek pogled na stvar, ki jo ponuješ, pogled starša, hkrati ima pa lahko kupec, v tem primeru oziroma uporabnik, dojenček, zelo drugačen pogled na to, kar gleda. Ne? Torej, tukaj gre za to, da se zavedamo, da dostikrat izhajamo iz lastnih subjektivnih pogledov na to, kaj ljudje hočejo in izhajamo iz sebe. Pomembno pa je, da se v bistvu zelo hitro v tem procesu, še preden gremo investirati, še preden gremo na trg, gremo v fazo testiranja ideje, jo peljemo na testno vožnjo, kar v bistvu pomeni predpostavke, ki jih imaš ti o kupcu, o rešitvah, o trgu in tako naprej. Greš ven zbirati podatke, jih testiraš, iščeš odziv kupca, eksperimentiraš, recimo uporabiš pristope vitkega podjetništva. Torej, tukaj pomaga, da nekoga pelješ čez ta orodja, čez ta proces, da na ta način zmanjšuješ njegova tveganja kot podjetnik, recimo. In še ena stvar tukaj, ni dovolj, da ti si identificiral kupce, da imaš zaželeno stvari pri kupcih in da imaš neko dobro rešitev, ki jo ponujaš, ti moraš biti sposoben stvar organizirati na takšen način, da ko pokriješ stroške, še vedno nekaj podjetja ostane. Torej, dobiček omogoča, da podjetje preživi. Torej, rabiš ta tretji element, poleg zaželenosti pri kupcih, ta rešitev, in to je povezan z ekonomiko. Ok, samo še par stvari, da zaključimo. Torej, imamo idejo, identificirali smo jo, da bi lahko prinesla tudi dobiček, torej imamo elemente, ki jo naredijo tudi za priložnost, ne samo idejo. Naslednji korak ponovadi so sredstva, ki so potrebne za to, da stvar speljemo. Tukaj samo na kratko dva poudarka. Eno je to, da ni nujno, da so sredstva, ki so relevantna, samo finančna. Lahko imaš ti človeški kapital, lahko imaš socialni kapital, torej osebne mreže, ki jih lahko uporabiš pri zasledovanju priložnosti. Lahko imaš legitimnost kot kapital, kot recimo v primeru Podile, in tudi to lahko uporabljamo. In pa druga poanta, ni potrebno, zdaj pri menedžerjih pa velikih podjetij, ki ponavadi tako, imajo lastništvo nad sredstvi, ki jih uporabljajo. V kontekstu podjetnika, sploh manjšega podjetnika, je pa lahko tudi pomembno ne samo, oziroma ni nujno, da ima lastništvo nad sredstvi, ki jih rabi, lahko ima dostop do njih.
Tukaj so pomembne mreže, ki jih ima, tukaj je pa pomembno povezovanje. Recimo, ne. Torej, če se je ta del navezoval na priložnosti, kaj pa zelo na kratko lahko povemo o podjetniku, v bistvu tole. Moje prepričanje je, da v bistvu vsak od nas, če je soočen z dobro priložnostjo, lahko prevzame vlogo podjetnika. Ni nujno, da že od nekdaj vemo, da to hočemo biti. Kar pa potrebujemo, je, da imamo podjetniško miselnost. In to v bistvu pomeni, da smo posamezniki, ki opazimo priložnosti, kar ni tako samoumevno, da smo pripravljeni sprejemati negotovost, ki je povezana s tem, da greš nekam v neznano, da toleriraš neuspeh, ki je del te poti, da v bistvu resurse, ki jih imaš, kreativno uporabljaš, da imaš vztrajnost, da pripelješ stvari do konca in da jih poskušaš pripeljati stvari do konca. In tukaj v tem procesu je pa pomembno, da se zavedaš pomena tega procesa eksperimentiranja, kar sem omenjala že prej, na različne načine. In zdaj, če v bistvu spet zaključim s tistim, s čimer sem začela, jaz verjamem, da imamo na slovenskem podeželju cel kup teh posameznikov s podjetniško miselnostjo, mogoče pa danes dobra priložnost, da začnemo v okviru delavnice pa raziskovati, kaj ti stavlja, kako bi lahko te izzive naslovili.